Gledate oddajo Klepet ob kavi. Srečna mama, srečen otrok. Ja, ni pomembno, da je mama dobra. Važno je, da je mama dobro. Večinoma se pravzaprav, zdaj bom rekla, prevzem te nove identitete, ko postanemo mamice, zgodi v tem poporodnem obdobju. In to rojstvo matere je celo intenzivnejše od rojstva otroka. Mama je namreč v tem času prav tako občutljiva in ranljiva kot njen dojenček. In zato je prav, da se tudi njo neguje tako, kot se neguje dojenčka. To pa hkrati pomeni, da novopečena mami nekatere opravke enostavno črta s seznama. Obstaja namreč 5 takih prepovedanih not to do dejavnosti v poporodnem času in o njih bomo danes govorili s psihologinjo in poporodno dulo Asjo Samec. Asja, pozdravljena. Zdravo. Zdaj, nosečnost, verjetno vsi gledalci se boste strinjali, ne, oziroma gledalke, ne, je en tak čas seznamov, to-do list, torej checkliste delamo, kaj vse že imamo, kaj moramo nakupiti, pa kjer opremo, kakšne opravila. Ko pa pride do poroda, da je otrok zunaj, pa je treba narediti, kot Asja praviš, tudi listo, kaj ne bomo počele. Pametno, zdaj me, le samo ušesa so me, poslušam. Kje začnemo? Ja, prav res je. Te seznami so res taka pogosta reč in se mi zdi, da to me je prav navdahnilo, no, zato da bi tudi zapisala vsaj nekaj. Saj verjetno bi se na tej listi moralo znajti 30 stvari, ampak sem si mislila, da če jih povem 5, da je to nekaj, kar nas lahko navdahne, da se mogoče res vsaj približno držimo. Prvo se mi zdi, da zelo temelji na tem principu, da je treba počivati. To pa pomeni, da je prvo opravilo, ki ga črtaš in ga ne počneš v prvih tednih, čiščenje na ta način, da bi brisala tla, čistila WC, sesala, loščila kaj. Torej praktično nič. Ja, čisto zares jaz bi svetovala. Sej, to je zelo težko. To je v resnici kar izziv. Sploh, če se počutimo dobro, da prvi teden res ležiš. Greš samo na WC, morda pod tuš, potem pa nazaj gnezdic z dojenčkom. S tem poskrbiš za to, da bo dovolj mleka, da boš ti okrevala po porodu. Ne glede na to, kakšen je bil izid poroda, imaš takšno rano v sebi in nikogar po neki rutinski operaciji slepiča ne pričakujemo, da bodo kar šli domov in bodo kar vse sami delali, ampak ga vsi nekako varujejo, da bo zanj poskrbljeno. Medtem ko mama, kjer je ta rana skrita, čeprav krvavimo in smo izčrpane in imamo eno izkušnjo intenzivno za seboj, kot je porod, pa morda ne pomislimo na to, ker pogosto se počutimo lahko kar dobro v teh tudi prvih dneh po porodu in potem ker nas kakšne stvari motijo, ker se počutimo... Vedno nas kaj mota, ne? Ja, se le skrbimo za svoj dom, ne? Točno to. In potem, ko vidimo, da kaj ni narejeno ali pa če ni narejeno po naših standardih, to tudi velikokrat slišim, ne bom prepuščala drugim, hočem imeti tako po svoje, pa potem res gremo same to početi. In razumem, da je včasih nujno, ampak pač jaz svetujem, da če ti je le to pomembno, če le začutiš vrednost tega počitka, da vklopiš vse možne vire, kar pomeni, da naj nekdo drug pride, da vsaj za te prvih nekaj tednov najameš gospodinjsko pomočnico, nekoga drugega, ki bo to naredil, ali pa preprosto nekatere stvari seveda vsaj za ta čas opustiš. Kajti to je poseben čas, to ne pomeni, da ko rodiš, potem naslednjih 10 let ne boš več čistila. To je samo začasno. Začasno. In tega se je dobro zavedati. To je samo za zdaj, in da jemlješ res vsak dan posebej in da postopoma potem greš v življenje, tam nekje pri 6 tednih že v več aktivnosti, če je le ta postopek postopen. Tako da nič pletja vrta in dela okrog hiše in po hiši. Tudi skrb za starejše otroke naj bi prevzel nekdo drug, skoraj v polnosti. Naj se pridejo pocrkljati, seveda lahko skupaj preživljate čas, prebereš kakšno knjigico, te stvari, ne pa laufati za njimi ali pa kaj takega. To res odsvetujem, vsaj v prvih dneh, tednu, 2, morda 3, da smo res. Ležanje in še enkrat ležanje. Ja, ležanje. Tega nam ni ben zabičil nam, ne? Jaz sem tudi, še eno klej moram nekaj te vprašati. Ja. Kako je z vozičkanjem? To je druga točka, če smo že ravno pri tem super prehod. Jaz sem si zapisala, druga točka ne, je 4. dan na sprehod.
Ne. Pač jaz ne bi, jaz svetujem res ne. Morda je zunaj krasen sonček, morda vsi čudno gledajo, ko rečemo, da ne bomo šle ven. Že tako, če ne rodimo doma, je že tranzicija tega, da gremo iz nekega okolja, gremo ven in je to zelo zgodaj v resnici. Če tudi imamo podporo in morda to ni dolg sprehod ali pa kaj takega. Meni se že to zdi kar velika reč. Tako da ne, jaz ne bi vozičkala v prvem tednu, 2. Če resnično potrebuješ svež zrak, vedno naj te seveda vodi mir in radost. Tisto, kar ti čutiš, da te pomiri, da te nahrani, da ti je prijetno. Ampak saj majčkan zavore bi jaz tukaj res svetovala. Kot rečeno, to je zamejeno obdobje in če verjamemo načelu 40 dni za 40 let, potem res ne želim, da hodijo mame okrog z diastazami, s prolapsi, depresivne, izčrpane, utrujene, brez mleka, samo 2/3 baje doseže svoje dojilske cilje. In jaz verjamem, da je ta življenjski slog, ki ga naj bi mame imele, s prehodi, z aktivnostmi takoj, močno povezan tudi s tem, da jim ni dobro. Mame v tej družbi ne cvetijo. Drage nosečke, 13. januarja bo torej dan, ko boste lahko Asijo slišali malo bolj poglobljeno, še več informacij, kot jih je zdaj lahko v teh 20 minutah strneva. Torej, klepetobkavi.si, spletna šola za starše. Asija bo tudi ena izmed predavateljic, torej za vse novopečene mamice in bodoče mamice. Tako da seveda, jaz mislim, da že zdaj, kar ste slišali, vam dal malo. Sem mislila, že meni je zdaj kar žal za nazaj. Kje si bila to let nazaj? Jaz res nisem počivala, priznam, ker sem se fenomenalno počutila, ne? Ja, tudi jaz pašem v to kategorijo. Žal je tudi mene izkušnja pripeljala do tega, da zdaj vem, kako bi si želela poskrbeti takrat zase in zato včasih se mi zdi, da kar hočem že kričati iz vrha gorov. Počivajte, prosim, počivajte. To je problem, ne? Mislim, če gledamo mi toliko let nazaj, ko smo v bistvu bile nosečke, informacij ni bilo, Asja. Jaz nisem imela kam obrniti. Meni nihče ni povedal, kako bo porod izgledal. Slikce smo dobili na šoli za starše, tisti zveščniki osnove, ampak da bi pa jaz vedela, kaj v svojem počutju, o tem, kaj smem, kaj ne smem, kaj se priporoča, teh informacij pa dejansko nikjer ni bilo, ne? Ja, morale bi se v naravnem toku prenašati iz ženske na žensko, iz roda v rod, z izkušnjami. To, da vidimo porod, da vidimo materinjenje v realnem življenju. Zdaj nam to umanjka in potem bodisi si rečemo bože, in prepustimo popolnoma svojo usodo drugim in lahko gre super, lahko pa tudi ne. Ali pa se dobro pripravimo in danes to pomeni informacije, tečaji, knjige, spraševanje ljudi, ki so nam blizu in so nam podobni, ne kar kogarkoli. O tem bom govorila še pri točki naslednji. Mene še ena stvar zdaj zanima. Obiski. To je ena izmed stvari, ki seveda novopečeno mamico slej ko prej čaka. Kaj se priporoča? Kar bi jaz priporočala je, da če čutiš, da bi se družila, da čutiš, da bodo ti ljudje prinesli nekaj v tvoje življenje dobrega, seveda naj pridejo, ali pa tisti res obvezni, recimo, včasih imamo občutek, da nekatere ljudi moramo sprejeti v svoj dom, potem naj bo vsaj ta pogoj, in to mislim zelo resno, poslušamo, da jih ne strežemo. Niso prišli kot gostje. Mi smo tukaj gostje v tem svojem poporodnem obdobju, naj pridejo spoštljivo, tiho, za kratek čas, naj prinesejo kaj dobrega za jesti in kar bodo tam na obisku pojedli in popili, naj prinesejo seboj. Bravo, top! Resnično. In tudi kar bodo, naj še kaj drugega postorijo. Če so nam to bližnji ljudje in drugih upam, da ne bomo sploh vabili v svoj dom v tem času, potem jih lahko tudi prosimo, da naj nam kaj zlikajo, v posodo dajo v stroj, se igrajo z otroki, jih peljejo ven na igrišče, če so že kakšni starejši otroci. V glavnem, naj oni poskrbijo za nas, takrat, ko pridejo v tem ranem obdobju na obisk. Ne pa mi za njih. In to je ta 3. točka, da ne strežemo svojih obiskov, ampak da naj oni prinesejo. Ta je luštna točka, ta je meni všeč. To bi se sedaj še naprej posluševala. Luštna, to si bom zikar zapomnila. Naslednja točka, torej 3 sva zdaj že obdelali, ne? Torej ne smemo, smo rekli, hrano bodo oni pospravljali. Ne bomo, vozičkamo tudi kasneje, predvsem torej počitek. Ja, počitek je neka skupna točka teh prvih 3 točk v resnici, česar res svetujem naj ne počnejo mamice v tem zgodnem obdobju.
Četrta je tudi morda ne tako zelo očitna, ampak jaz svetujem, da se za ta čas, ko smo mamice v prvih tednih, ne samo, da ne delamo drugim ljudem uslug, temveč, da jim tudi vnaprej, mogoče, če se le da, povemo, da naj s svojimi stiskami se ne obračajo na nas. Torej, četrta točka bi bila, ne poslušamo stisk drugih, tudi tistih, katerih smo morda vajeni. Morda imamo dobro prijateljico, prijatelja, ki nas vsak teden pokliče in zlije v gnev tega sveta, kako je v službi, pa kako je z partnerji, pa ne vem kaj še vse. Poskusimo vnaprej povedati, pomemben si mi, hvala ti, da se obrneš name, cenim to zaupanje. Ko bom rodila, ko bom postala mama, lepo prosim, da to breme nekako prerazporediš na druge in to obdobje pa me pokliči, pa rajš vprašaj, kako sem jaz, ne samo, a dojenček spi, a je priden, ampak res vprašaj, kako sem jaz, kako se počutiš, a kaj potrebuješ, v glavnem prosim za to nego. Mamici je tako. In tudi obstaja nek model teh obročev, kjer je v središču človek, ki potrebuje v tem trenutku pomoč, to je najbolj novorojenček in mama skrbi zanj, partner skrbi malo za mamo in novorojenčka, ožja družina, ožji prijatelji skrbijo za to novo družino, širša, ne vem, soseska, odvisno koliko smo seveda vklopljeni, kje živimo, skrbi za te in cela družba naj bi skrbela, v glavnem nega navznoter, skrbi pa ven. Tudi partner naj nam po svoji službi ne nam razlagati, kaj vse je bilo hudo, naj si za to obdobje res najde druga sočutna ušesa, zato da smo mi razbremenjene in da gre res, fokus je v bistvu na novo ustvarjeno družino. Ne? Ja. Tako ne pomislimo nikoli, da bi svojemu dojenčku šli razlagati, kako težko nam je, ko ne spimo. Bomo pač to, svojo stisko ven, novorojenčku nego noter. In to naj velja tudi za mamo. Nego noter mami, skrbi svoje, pa ne v mamo, ampak ven, drugim ljudem. Vsaj za to obdobje. Ta lahko tudi traja na dolgi rok, spet še ena taka koristna. Saj je dobro, da se neka recipročnost spet vzpostavi, kasneje, ko smo že malo bolj stabilne in suverene in pripravljene na zunanji svet. Vsaj za ta čas pa, tako kot sem rekla. Peta točka. Peta točka je pa nekoliko povezana s tem, kar sva se prej pogovarjali, v glavnem s tem, da skupaj z nosečnostjo, skupaj s porodom in skupaj s poporodnim obdobjem pride kopica nasvetov, komentarjev, mnenj, vsi bi radi pomagali in to so, jaz čisto verjamem, dobronamerni nasveti, ki pogosto tlekujejo pot v pekel. Tako rečejo, za dobronamerne nasvete. In meni se zdi, da je dobro se na to naprej tudi pripraviti, da bodo prišli, to je skoraj neizbežno. Vsi bi radi nekako sodelovali zdaj pri tem tvojem materinjanju in bili morda pač pametni glede uporabe kakšnih pripomočkov. A dojiš, a ne dojiš, kako, pa spanje, ogromno enih mnenj obstaja na tem svetu. In kar je res dobro, da pomisliš že vnaprej, da nekako začrtaš svoje meje in ugotoviš, s katerimi ljudmi želiš ostati v dobrem odnosu in tam res biti jasna pri tem, da hvala, ne hvala na nek način, da vidim, da te skrbi, na nek način, da vzdržuješ dialog in odnos, hkrati pa ne padeš v neko obrambo ali pa napad ali pa nekaj takega. Seveda z vsemi ne želimo imeti takih odnosov in tam tudi prekinemo, pa pustimo, da gre skozi eno uho noter pa skozi drugo ven, ali se spustimo v nek konflikt. V vsakem primeru pa je to skoraj neizbežno in ta moj peti ne, ki bi ga dala opravek na not to do listo, je poslušanje nasvetov, ki jih mi ne čutimo, da so v našo dobrobit, našo korist. Pa naj si bo to nek najboljši zdravstveni delavec, najboljša prijateljica, mama, tašča. Vedno si merilo ti. Sebe, točno to. In podprta, mirna, radostna mama bo čutila, kaj je dobro za njo, pa za njenega otroka. Če pa ne bo podprta, bo pa nemirna, živčna, se še kdaj znajdemo, dvomimo vase in ta dvom je v resnici zdrav, kajti to nas pripravi na to, da če bi naprej že mislili, da vse vemo, se ne bi morali naučiti nič od tega dojenčka. Ta dojenček pa ima svoj vidik, nas želi svoje stvari naučiti, nam želi povedati, kje bi on spal in kdaj bi on jedel. In če smo mi bolj pametne, oziroma imamo ta občutek vse mogočnosti, potem bomo morda preslišali
to, kar nas lahko ta otrok nauči in vsak je drugačen. Zato je ta ranljivost, ta proces odprtosti za novo učenje nujen in je naraven. In je narava poskrbela za to, da dvomimo, da smo ranljive, da ne vemo, kako je, da smo malo tako, a ne. Hkrati pa nas res vabi tudi v to, da poskrbimo zase, da postavimo meje morda na novo, morda če do zdaj nismo mogli tega početi, je materinstvo odlična priložnost, da se bolj začutimo, da gremo v stik s sabo in da začrtamo, kako mi želimo zdaj svoje življenje živeti. Wow, ful lepo. Lepo si povedala in se ne bi mogla bolj strinjati s tabo. Imam še eno vprašanje. Zdaj ta seznam imamo. Torej 5 nejev, v glavi ga imamo, zdaj recimo jaz sem si ga na list napisala, a lahko jaz to podelim z drugimi, da bodo kar že naprej pripravljeni, ker v bistvu na ta način se lahko izognem marsikateri neprijetni situaciji v bistvu, ne? Prav zares, ja. Lahko nekaj pogovorov prej že opravimo, morda pošljemo, jaz imam to celo v enem članku. In lahko tudi, če se je obdobje več obiskov ali pa kaj takega, lahko nekaj od tega napišemo že zunaj, kar nalepimo na vrata. Nova mamica, nov dojenček, prosimo, da so obiski kratki, tihi, mirni, pospravljite, pa ne ste si za jesti, super. In še meni in tako naprej. Tako da to prakticirajo, kar nekaj mamic sem že slišala. Tako da, če to opogumiš še kakšno, da poskrbi zase na ta način, super, a ne. A še kaj tazga, ki mogoče, ni lih v tem seznamu, ampak si ti mogoče skozi svoje materinstvo doživela še kakšna stvar, ki v bistvu bi rekla, mamice, ne rabite tega početi. Ne veš, kaj tazga? Še kakšen problem se pojavlja pogosto? Ja, gotovo. Moram prav malo razmisliti. Definitivno je velika skušnjava nastane, da bi se primerjale z drugimi. To, da imamo enako stare otroke, hitro potegne za sabo, katera je že izgubila trebuh, kater dojenček se že kobaca, kdo je že uvaja hrano, katera doji, katera ne. In res nastane velika priložnost v bistvu za to, da začnemo v sebi čutiti, da mi nismo okej, da morda nam ne uspeva, da se primerjamo z drugimi na ta način, ki nam ne koristi. In v resnici se zgodi, jaz tako čutim, pa vidim, da gremo lahko po 2 poteh. Ena, da postanemo mnogo bolj sočutne do sebe, spoštljive tudi do drugih, ker vidimo, res je včasih težko, a ne? Ko še preden postanemo mame, smo mogoče bolj zaverovane v to, kako je pravilno vzgajati, kako je pravilno hraniti, kako je vse vemo, a ne? In smo včasih malo vzvišene ali pa sodimo. Moj otrok pa tega ne bo delal, ne? Točno to. Mislim, to skoraj nihče ni imun na to. In tudi ena dobra knjiga, vem, da se začne o starševstvu, nekoč sem vedela točno, kako izgleda popolna vzgoja, potem sem dobila svoje otroke. A ne? In prav na ta način nas res lahko hitro potegne v to luknjo. Še posebej slišim mamice, da govorijo, da ne dobijo dobrega občutka, naprimer na socialnih omrežjih v kakšnih skupinah, kjer se združujejo mame, ki so rodile v istem mesecu. Kar je super podpora in lahko je res prijetno vzdušje. Nekje pa nas gloda tisto, on pa že, jaz pa še ne. Ona pa to, jaz pa ne. In pride do tega primerjanja. In se mi zdi, da to pa vodi v tisto drugo pot, ki sem jo prej omenila, kjer pa čutimo ta dvom, to skrb, kar pa lahko naredimo, pa je potem se s tem zavarujemo, da postanemo bodisi vzvišene in sodimo, bodisi nas nekje gloda in potonemo v neko malodušje, neko zaskrbljenost. In to je dobro prepoznati in se mogoče res omejiti tudi tukaj. Katere vire želim spremljati, kje se res počutim dobro, katera je tista moja sredina, moje pleme, moji ljudje. Tudi poporodne dule si ne izbereš kar verjetno tako, ampak začutiš človeka, kdo te podpira, kje se dobro počutiš. Tako da naj nas nekdo večkrat spomni na to. Ali same sebe, da si napišemo kakšne afirmacije, ali da imamo nekoga blizu, ki nas na to spomni, da res lahko samo smo in da je vse okej, tudi tako, kot je. Asja, hvala tudi tebi seveda za te res čudovite nasvete. Kot smo seveda omenili, Asja je ena izmed predavateljic v spletni šoli za zavestne starše. Veliko različnih tem bomo seveda tam tudi obravnavali, od tega, kako pripraviti domače okolje za otroka, ter izbrati ustrezne igrače, kako masirati dojenčka, kako vzgojiti čustveno inteligentnega otroka, kakšna naj bo rutina za lahko noč, kako se pripraviti na porod in tudi na poporodni čas. Skratka, vrsta tematik za bodoče mamice s samimi vrhunskimi strokovnjaki.
članki. Portal odpira vrata v januarju, dostop bo možen, torej spletne strani klepetobkavi.si. Sicer pa, če ste zamudili pol oddaje ali pa ste se ravno kar vklopili, ne skrbite, vse ostalo najdete na klepetobkavi.si, posnetke seveda na YouTubeu, pod novicami na spletni strani, pa tudi članke iz kategorije Mama in otrok. Za še več informacij, kot veste, nas lahko tudi pokličete na našo telefonsko številko 02 6200 230. Torej, mamice in bodoče mamice, res črtajte vsaj teh 5 dejavnosti seznama, saj kot rečeno že v uvodu, važno je, da je mama dobro. Naj vas malo razvajajo, itak si zaslužite vsaj to. Bodite dobro in srečno!